čakaj, ti si, če skočim na eno drugo stvar. Ti si prej delal v Hidriji, ne? Ja. Imaš zdaj več časa ali si ga bo prej več? Ko povem. Mislim, prej pa tam dosti podobno je. Dosti podobno. Dosti podobno. Ja, ker spomnim se, ker smo to vašo hišo osnovali, takrat smo se še pri vas tam Na Kalcah. na Kalcah dobivali, ja, gor. In takrat si ti dosti pozno tako tam hodil, smo imeli kar Ajde, pozne sestanke. kasneje sem začel v Šeht, recimo, ampak tako, če bi zdaj rekel v nekom totalu, po ritmu poti je bilo več takrat službe, recimo. Čakaj, kaj si ti dol počel? Jaz sem šel kar čez ful stvari tam. Boš kaj kombuče? Ajde pa. V bistvu sem začel kot prodajnik. Aha, kot prodaja. Ja, pa sem bil aluminij, se pravi odlitki iz aluminija. Pa sem bil vodja projekta, pa sem bil šef prodaje za ta aluminijaste dele, pa sem bil plant manager, po moje poti smo. Tisti je bil tak ta večji preskok, se mi zdi, s 3 ljudi ali 4, koliko nas je bilo na 200. Ja, tako, tak. Ja, tak. Kaj 4, na 200? Ja, pač fabrika, plant. Pa sem bil direktor štancarije v Sloveniji, so bile 3 planti, je bilo pol 500 ljudi, pa sem bil pa direktor te livarne na koncu. S 500 ljudmi, recimo. Ja, tako da nisem imel nikoli te težave, da bi mi ratal dolg čez, ker pač so mi skozi tempirali bom rekel, ta ta karierni razvoj pa to. Tako da v tistih 15 letih, vsake 2-3 leta sem menil Si nekaj moral znotraj korporacije in ne, super je bilo res, jaz sem bil ful zadovoljen. Da lahko na tak način tako napreduješ, pa se učiš. A ti je kdaj dejal, mislim, ker se, da vodiš, recimo, ajde, prodajati je še nekako v tvojem diapazonu, ampak pol plant manager, ja, se to moraš poznati tehnologijo. Jaz vem, ker sem vodil firmo 10 ljudi, pa so bili programeri, pa jaz, ker sem znal programirati sam basic, jaz sem imel resne probleme, ker pač nisem obvladal tehnologijo, v kateri smo mi proizvajali. Ne? Mislim, pač si prisiljen se učiti tehnologijo in je razumeti. In ja, moraš imeti ta makro picture na tem, ko se ti dogaja. Mislim, moraš zastopiti, kako proizvajamo, ko proizvajamo, so bili tudi zahtevni procesi tehnološki. Ampak sem se s tem kar ful ukvarjal. No. Vse si predstavljam. Sem veliko časa za to potrošil, veliko sem bil proizvoden. Da pač ti stvari razumeš, ja. Pa se pravim, pač sem pa to srečo, da sem imel skozi dobre mentorje in skozi, da so mi tudi ti izzive, bom rekel, tempirali z enim pametnim timingom. Je to kaj v tuji lasti ali čist naša firma? Naša do pred 3 mesecev ali koliko. A ja, tako zdaj so? Ja. Celo? Zdaj je šla, mislim, meni Španci so to prevzeli. No, se pravi, zato me je to zanimalo, ker tako praviš, da je nekdo vodil ta tvoj razvoj po korporativni lestvici, a ne? To verjamem, da tujci znajo, ampak to pomeni, ja, da ne, to je bila takrat, je bila to slovenska firma in so vladali to. V nolo, res tak. Rečeš, vse one kljukce. Kljukce. Vsaka čast. Ne, res dober. In tako vidiš, in je v Sloveniji, v tem avtomobilskem segmentu sigurno veliko dobrih firm, ki dobro delajo. Ok, pustimo, pa je farmacija, pa pač imamo korporacije, ki se znajo videti posel, pa nek razvoj kadrov, pa tako. Ja. No, to sem tako presenečen, ker glih skozi svoj posel naletim, da je na kakšne, ki vidiš, dejansko v Sloveniji dobra Hidrija je znana. Imaš pa firme, ki so neznane ali pa so vsaj meni bolj neznane, pa so tako resne firme. Recimo prav presenečen sem bil, tlek so bile tle poplave lani, ne? Pa se je zato, ker je bila poplavljena, tale kaj,
KLS. Ja, recimo, ja. Ne? So pol čez en mesec Volkswagen pa nekdo še objavil, da so kar proizvodnjo ustavili, ker nimajo dobavo tle. Mislim, to pomeni od neke naše slovenske firme toliko kje prihaja, da je to kritično. Ti zapreš, mislim, ti če imaš ta single source pri nekih stvarih, je pač to tako. Ja. Tu se je tudi nam naredilo, dol v Hidri. V ena orodja, kupc ni pa ni tev pač dobavljati enkrat je tisto orodje doživelo svoj skoraj konc, ampak takrat konc, ja, pač do druge dvigneš telefon, pokličeš gor v Volkswagen, sorry, ne bomo več dobavljali za Audi, orodje je šlo falet, pač tu ti pošlje dol vojska nekih ljudi. Smo naredili plan, kako bomo tisto orodje obudili, no tretjo, na koncu tista telefonska konferenca, valjda tisto ta glavna beseda, ajmo tisto njihov specialist za letje, rekel, fanti so to naredili, kar so lahko naredili, smo ga usrali, ker pač mi kot Volkswagen nismo naročili tega orodja, dosti časa so opozarjali, naredili smo zdaj vse ukrepe, čez en teden bomo videli, a smo rešili ali nismo rešili, a lahko še kaj naredimo, je on vprašal, rekel, sem še zamašal, lahko date, rekel bom gora, ne, v tem smislu. Yeah. In se je naredilo, da 3 dni pač niso tizga avta proizvajali, recimo, ne. Ampak na koncu, ko se je tisto rešilo, pa speljalo, so se nam oni zahvalili za profesionalen odziv naš, Yeah. ker ko smo ta zadnji kos pošiljali z fabrike, pa ti kos rab še 3 tedne, preden sploh je ugrajen, da smo jih do časa na to opozorili, oni so zmanjšali proizvodno, neke druge, da so si preplanirali proizvodno za tisti nek gap, ki se je zgodil. Ja, mislim, imaš. Sem doživel tudi mail, ki ti pošljajo, to se spomnim, reklamacija po tubu, zdaj je že, tam nekje konec julija je bilo, da od zdaj naprej vsake 3 minute Audi namesto da gre v prodajni salon, gre na parkirišče zaradi vašega kiksa tam enemu. Huda bolečina. Yeah. Mislim, 3 mesece sem se sam s tem ukvarjal, res pač, ampak ne unčih tu snur, 12 ur, 14, 16 smo bili dol, res disaster. Ampak pač ja, speleš, mislim se. Ja, ne pa dokler nekaj dela one man band sam, ne, pač veš, boš zapel, pa boš nekaj naredil, če so manjše stvari. Ajde, nek tim 4-5, še zmeraj ima neko to dinamiko enega človeka, se usedejo skupaj pa naredijo. Kako furaš 200 ljudi? Tam je pa, ja, tam je neka... Mislim, kako je to nate pa 200 ljudi furati? Jaz si to namreč zase sploh ne predstavljam, Mislim, kako bi to vem, počel. pač se mi zdi, da moraš tudi ta stres znati, kaj si, en tuk si pstiš, se mi zdi do sebe. Ta druga stvar je pa, da pač, ja, moraš narediti na ta način, da se tudi naprej tisti nek pritisk prenaša, ker ja, ne moraš tu sam, mislim. Ne, ja, sej. To že... In veliko se je zgodilo, prav recimo pri Hidri, pa mislim, da tudi drugje v drugih firmah, teh predelovalnih je, ta plant manager je res ena taka nehvaležna pozicija, se mi zdi, ker na koncu ti firmi živijo od tega, kar se proizvede, ne kar se tam papirjev priloži. A ne, mislim, tak, na koncu de facto je tak, živiš od prodanih kosov, a ne. Tako, ja. In tukaj je bilo največ tega izgorevanja, je bilo na teh pozicijah. Kaj naj? Teh izgorelosti, recimo, je bilo na teh pozicijah plant manager. In s njemu kolegi, ja, ki niso zdržali tega pritiska, ali pa tudi pol, ko sem bil direktor, pa s njemu plant manager je, ki prije, ki ti reče, le Martin, jaz ne moram več, vse je super, fajn firma je, vse je, sam. In tudi, če se da, ne bi šel z firme, lahko dobimo nekaj drugega zame, ne, tako. Ja. No, sej, to sem te vprašal, ker to moraš biti človek za to, da to in zdržiš pritiske in da si da nekaj znaš delati s stresom, ne da se tudi, recimo, ker do napak vedno prije, da se sam zgovarjaš, ampak po drugi strani, da vzameš nekaj konstruktivno to, da to rešiš. Mislim, to se meni zdi res tako ful fascinantno, ker mene podjetništvo fascinira, no, ampak jaz nikoli nisem prišel, mi smo imeli več, ne vem, 25 ljudi mogoče, ne. Mislim, se mi zdi, da pomembno je tudi tisto črto postaviti, ne, veš,
ker tudi ti avtomobilisti pojmajo vseh sort nekih trikov takih. Ja. Bosch je zmeri dal reklamacijo v petk, med eno pa drugo uro. Ker so že vsi malo na odhodu, prileti pa z Boscha reklamacija, so pa urgent calls, pa ob 3 je telefonska, ob 4 je treba še poročilo dati. Dokler jim narečeš, sorry, naslednji petk pač nomo email, pa pošljete vi kar čete, ker se vi zafrkavate z nami. Če nekaj narobe, pošlju v četrtek ali pošlju v ponedeljek in ne čakati na petk ob 2, sem zato, da boste vi nas, mislim. Ja, pa če je bilo narobe, takrat so ugotovili, da je bilo takrat narobe. Sigurno, zmeri v petka Bena. Tu so pol ti neki načini pritiskanja, stiskanja, to je bilo neverjetno. In mu enostavno moraš povedati, če je zdaj taka kriza, da pač se moramo med dva, ti direktor neke nabave ali nečesa, pa jaz direktor neke fabrike, v petek ob 4, vsak petek ob 4 pogovarjati, pol ali je z vami nekaj narobe ali pa z vami, ampak nismo za skup. In dajmo razmišljati, drug teden, v ponedeljek se slišva in dajmo reči, kako bomo pač ne več delali, kako bomo naložili ta orodja na kamione in boste tu pelali. Ali vi niste, mislim, to smo imeli, kdaj moraš neko črto potegniti, ko gre enkrat čez mero dobrega okusa, pol pač nek moraš... Težko je to mero najti, če si res ti kaj zapravo. Ko nisi ti... Sam tudi v temu se da... Ampak tudi v temu bi morala biti, sam jo težko pa takrat ti sam postaviš. Težko. Pri neki reklamaciji je pol težko potegniti na črto, samo vseeno nekje neka črta je. Ja, ne, sigurno. Drugače se ti pa pol to zgodi. Ti pa nisi nikoli tako do kakšne izgorelosti prišel ali pa to. Po moje, mislim, ti Slepič je sigurno bil... A si bil Slepič? Ja. Mislim, da je bilo to drugo leto plant managerstva ali nekaj taha. Tako da Slepič sem sigurno tega. Ja, mislim. Tudi tako je sem predelal nek 10 pek na pritisku. Del. Ja. Tako da, en dan sem prišel do tega, ampak dol sem res užival, mislim, in vsakič, tako vsaka me je sprašal pismo, pa zakaj si šel s Hidrije. V enem trenutku se mi je zdelo, da pač te stvari, ki so se dogajale med lastniki takrat, mi enostavno tukaj ni sedlo v tisto neko mojo filozofijo, si porečeš. V bistvu, ful kriv za to pa tudi ti, v resnici. Ker tako, veš, kdaj, ko prejš slabe ule, šihte pa tretu, je pa ko boš, tako žena, ki v mene, ko zdaj si tnariš, pač ko boš. Če bi pa kdaj bi se pokvarjal neki s tem, neki gradbeništvo, arhitektura, neki ta, ker mi smo šli čez tis naš proces, takrat sem rekel pesmo, če bi pa menil. Jasno mi je bilo, da ne bi menil sam iz firme v druga firma, ker nisem nič naredil. Mislim, ker ni bilo nič narobe s tistimi ljudmi tam, da bi zaradi ljudi mogel iti drugam. Če bom šel delati nekaj čist drugega. To se spomnim, ker si že rekel, takrat, ko smo mi že delali, si rekel, če bi šel delati pa nekaj čist drugega. Kako zdaj, se veš, na teh neskončno dolgih snovalnih sestankih zmer pogovor še kam zanese. Teh besed se prav spomnim tvojih. In pa je prišel en dan, ko prijem domov, res žalosten sem bil, takrat, ko so se ti lastniki skrihali, ko zdaj? Pesmo. In sem dvihnil telefon in sem poklical Mihata. Ker to se spomnim, meni je bilo fascinantno, ti si že takrat rekel, jaz sem imel spomin, da si vodil 60 ljudi, ne 200, ampak kakorkoli. Ampak, ker smo se mi dobili tam pri vas na Kalcah, ali kje že, ti si prišel si tako dan, včasih sem bil že tam, ker si ti še ne pripeljal, ker se ti je že kaj, mogoče se ti je kakšen petek potegnil, kakšen boš. Ampak ti si prišel domov, da tega ni bilo. In to je meni bilo tako fascinantno, ker jaz sem imel za sabo izkušnjo z 10krat manjšo firmo, pa vem, da me je to včasih to, da sem bil res spit. Ti si pa prišel, lepo posel prvič,
Mislim, meni je bilo zmer tako lepo, ker ste se zmer pač vsi ful pozdravili, pa smo pa tam sedeli, ker da ni nič bilo, pa študirali tisto, pa tam male gledali zraven, pa še risali kaj zraven, pa to, tako, zelo se mi je zdelo, da si lahko odmislil tisti del, pa se tudi družini po svetu, ne vem, recimo ena stvar, ki je meni najbolj živo ostala v spominu, je bila, tam male so bile zraven, pa še kaj risale, pa je bil pa čas za spat, ne vem, a ste Tatjana rekla, zdaj pa čas za spat, smo si vzeli 10 minut pauze, da ste jih videla lepo, zavestno, dala spat, se poslovila od vsake teta v posteljice, pa smo pa mi naprej. Tako, veliko smo bili do 11 po noči, ne, tam se spomnim, tu se spomnim. Ja, no, ampak tako, da na prvi pogled ta družinski življenje ni nič tako trpel, oziroma si se znal ta distanco narediti, kar meni včasih... Se mi zdi, da sta dve stvari, ne, pri temu. Eno je, da sem zmeri tako gledal, da sem se vsaj pol ure zapeljal domov. Ja? In v tem času pač preklopiš ti mentalno in ta vožnja me je zmeri vse kdaj naporno se furati, ampak se mi zdi, da vpliva blagodejno na ta switch v glavo. To je sigurno koristno, ja. Druga stvar, ki pa recimo, ki me velikokrat sprašujejo, ne, je bilo večji stres na hidri, je bilo tukaj, je zdaj večji stres vnutri to. Je pa tako, ne, da na hidri stres, ki je bil zmeri povezan s tem, večinoma s tem, ko je kupec na tebe pritiskal s takimi in drugačnimi nekimi scenami, ampak če si neke stvari oddelal, pa jasno komuniciral, pa če se nisi zafrkal, mislim, če si bil en tukaj realen pri temu, kar si tudi obljubljal, pa to, pa se tu nekako dalo speljati in so tudi oni razumeli, je bilo naporno, ampak kaj se mi zdi, da se je dalo tu z nekim fair playem presežiti ali pa, nekako ne rečem. Okay. Medtem ko tukaj je pa bil v enih trenutkih stres zame ful večji, kot s tistimi 5 ljudmi, 6, 8, ki pač niso videl, a v koncu meseca mu zaplače, ali na všemu, ali bo tu, ali bo ono, a v tisto naročilo zdaj prišlo. Mislim, tista neka ranljivost v tem svetu podjetništva, vse taki, kot smo danes, ali pa kot smo bili 2-3 let nazaj, je bila pač bistveno večja. In v hidri, pri vseh krizah, ki smo jih imeli, pa pri vseh unih, spomnim, sem prišel 9. januar 2009, una kriza avtomobilska. V livarni so svičke, one ledene majale od livarskih strojev. Pol veš, da je pač disaster, če v livarni zmrzuje, ko vlivaš aluminij na 600 stopinjah, ampak pač nikoli ni bila tema, a bo 15 denarska ali ne bo, ne. Pač ni bila tema. Ja, pri malem podjetništvu je pa to skozi. Tako da marsikera neprespana noč je bila tudi tukaj pol, ampak pa je ful manjši scale, ampak nek stres tempo je bil pa relativno velika, ne. Zanimivo, ne? Mislim, ker tudi ti prej, kaj si rekel, z 10, pač meni je bilo kdaj s 500 ful lažje, ali ne vem, kako ne ti rečem. Ja, no, mislim, moraš... Ful lažje, se to se zdaj tako čudno sliši. Ja, ne, ampak razumite, zato ker 10 problemov 10 si ti še lahko lovdaš nase, pa boš umrl, problemov 100 pa tudi teoretično ne moš več lovdati in ali greš ven, ali pa razporediš in potlej to nekako funkcionira na nek način. Tako si predstavljam, jaz nisem v življenju vodil 100 ljudi, tako da niti ne vem, ampak sam teoretiziram. Ne. Moraš, mislim, ja, ni drugo. Ja. Ker jaz vidim že zdaj, ne, če ne bi to moje sodelavke prevzemale in ne bi, če jaz pa so proaktivne, pa same prevzemajo, pa še zmeraj moram jaz zelo ping-pong na njih, razumeš, ker avtomatsko pride od naročnika mail meni, pa vidim niti v CC-ju ni une. In zdaj kaj? Zdaj, če bom jaz, to ne bo v redu, ker to je... Vzameš ni, vse tiste ono, plus spet una komunikacija. Pa že spet bo naslednjič tako, ne? Jaz moram v bistvu to nazaj vrniti, ali pa dati naprej takoj, ampak istočasno povedati temu, da je to šlo naprej, in že tega je, ne? Mislim,
Zdaj drugače, kot takrat, ko smo mi tisto vašo hišo delali. Takrat sem bil jaz one man Ja, band sem bil one man band. in je smo itak delali vse vašo šlo na- hišo. Zdaj je pri nas v taki ali drugačni fazi Koliko? 40 bajt. A ne, 40? 40. Mislim, kako 40. 40. 40. V neki od risalne deske do neke izvedbe še neki. Ja. Pa naše nas šteješ več noter, Kjer je tudi če vaša? moramo še kaj narediti. Vaša je že v arhivu. Ja. 40. Ja, a veš, in to je skozi kaj. Sorry, sem. Ne, ni problem. To je pesmi. skozi kaj. Skozi kaj, če odmislim te velike probleme z upravnim enotam, pa to. Ne, skozi kaj. In to je. Ja, ja, boš, kje In boš. zato jaz sem čisto alergičen, ker nekdo kliče. Jaz imam telefon, sem da jaz kličem, pa še to v nujnih primerih. Jaz še telefona sploh ne uporabljam in ker en mene kliče, žal, mislim, lahko to kdo razume, lahko pa ne razume. Sem jaz telefon res zelo redko dvigam, ker to sam pomeni, da bom moral nek miselni tok prekiniti, pasti v nekaj drugega, kjer je zelo verjeten problem, tako kompleksen, da ga itak ne bom mogel takoj dojeti in bi mi veliko bolj In itak koristilo, ni če dobim, zate. Mislim, da dobim prej nekaj vsaj pred izhodišča, v čem je problem, da se lahko pripravim, da bom jaz lahko odgovoril, možno pa, da tudi ni zame. Ja. Ne, in to je... ja, mislim. Ja. Ne, ampak imaš ljudi, ki prek telefona funkcionirajo, imaš ljudi, ki prek maila, sem zelo različen, ampak jaz na telefon, jaz ga imam že 10 let na tihi. Skrat moj včeraj, nikoli benga, da bi izkusil si na telefonu, pa benga. Ja, vse to tako, jaz sem predvsej na telefonu, ne pa da bi tako, ne moreš, Ja, to. ja.